Ja, dober dan. Kaj ni lepo malo na morju, malo gledati sonce, malo poslušati valove, malo dihati ta svež zrak. Praktično koliko pa je na 5 metrov, še 6 od morja, v katerega se bom šel zdaj namočiti. Da vam ne kažem samo stvari, pa govorim samo o slabih stvareh, ne? Glede na to, da ste prišli na goljufe Slovenija. No, ampak malo sem nekako za nekaj časa umaknil Merkur zavarovalnico ali pa zavarovalnico Merkur. Ampak vsem se mi zdi, da primerno, da vse te zadeve, kjer so me dejansko nategnili, oziroma se niso držali pogodbe, katero smo imeli podpisano, vam povem. In sicer najprej vam bom povedal tisto čisto prvo, kjer se je začelo. Mi smo prijavili škodo na nadstrešku pred hišo kot pravna oseba in kar naenkrat dobimo odgovor, da to pa ni zavarovano. Jaz seveda presenečen, ker mislim, da je bilo 5, 6, 7 let nazaj, je enako na nadstrešek padala toča in ga je razbila, ker je bilo peče. Vse veste, kdaj se zgodi, da velika toča v kamnih takile, tudi takile, ali pa vsaj takile padajo. Ne? In seveda tu zna nadstrešek, sploh če je ta plastična kritina, polikarbonatna, dejansko ga razbiti. Ne? In jaz seveda napišem pritožbo in tudi prej pokličem in sprašujem, kako, ne, ni zavarovano, če ste pa 5-6 let nazaj, ker nismo nič pogodbe spreminjali, ne, pa to izplačali, ni bilo nikjer nobenih težav. Pravijo, ja, to ni zavarovano, to bi moglo biti posebej dodatno napisano kot nadstrešek, ker ni del hiše. Potem kličem še tega mojega zavarovalnega zastopnika, pa pravi, ja, res je, veš, potem sem verjetno jaz zajeb. Super. Ne, ampak kakorkoli polim še parkrat pišem in parkrat dobim še zavrnjeno. Ne. Pa grem le detaljno prebrati pogodbo. Ne. In je tam pisalo, da imamo pa dodatno še zavarovan objekt, ne, poleg tega glavnega objekta, če temu lahko rečem, do, ne vem, 30 ali 40 kvadratov. In jaz napišem v pritožbi, no, potem, če pa pač smatrate, da je to drug objekt, ki ni zavarovan, ne, potem ga pa dodajte oziroma vzemite kot ta dodatni objekt, ne, ki ga imamo v pogodbi zavarovanega in dejansko imate vi napisano v pogodbi, da še en dodaten objekt do 50 ali 30 kvadratov, ne, je zavarovan. Čeprav tu dejansko ni objekt, je nadstrešek, se drži hiše. No in potem nam odgovorijo, da ja, da se strinjajo in da bodo dali tudi kot dodaten objekt in da nam bodo izplačali. To je šlo nekje, mislim, da za 3000 evrov. No, ampak takrat sem pol slišal iz dosti preverjenih virov, ne, da dejansko, kaj si pa jaz tle mislim, da sem. Ne, da se nekaj pritožujem na njihove vehementne odločitve zavarovalnice Merkur. Dobesedno tako, nekdo je znal tam od teh, ne vem, ali so od njihovih cenilcev ali kdorkoli, se ni pomembno. V glavnem ni bilo to všeč, normalno. Ego je trpel tam v zavarovalnici Merkur. In kasneje sem videl, ko sem se še za druge stvari pritoževal, jim še zdaj trpi. No in rekel, to je primer, ne, ko moraš dejansko še pa še se matrati, ne, zato da dobiš stvari, ki so napisane v pogodbi. Ampak enkrat lahko, enkrat pa ne, odvisno, koliko si jim všeč ali pa kakje veze imaš. Tako da zavarovalnica Merkur definitivno vam lahko povem, da je izjemna goljufinja. Tako da vam jo odsvetujem, ker če boste imeli kakšne resne težave, da vam hiša zgori, da se vam kaj zgodi, vprašanje, kako boste, bi rekel, delovali z njimi. Ker potem kasneje sem jim še dodal račun
ki je še na enem delu strehe, kjer smo tudi imeli polikarbonatno kritino, bi rekel, bila razbita s strani toče in sem jim dal predračun. In so najprej rekli, da so tu kar upoštevali kar v unem, ki so jo že izplačali, v unem objektu, ki nima nobene veze, ker to je pa del originalne strehe na tem objektu. No in potem so čez neki cajt kao simbolično nakazali, ne vem, 30-40% tega predračuna, češ da nam pa vsem dajo. In pa smo se poskušali z njimi, ne, in sem jim rekel, da kaj lažete, ker to nikoli ni bilo plačeno. Ne. In nismo nikamor prišli. Seveda je potem vprašanje, če se greš tožiti, ne. Ampak, a veste, za 300-400 evrov, a se vam to splača? Ne, ker tudi noben odvetnik ni hotel tega vzeti. Ne. Zdaj pa, da bom zapravil ne vem koliko za stroške, pa da se bom z njimi lovil, glejte, čim prej stran od njih. Zavarovalnica Merkur, Merkur zavarovalnica, glejte, upam, da ste toliko pametni, da jih ne uporabite za kakšna resna zavarovanja. Če pa že jih, pa vam želimo vso srečo, upozorjeni ste bili. Ljubim vas vse, od Franci za goljufi Slovenija. Iz prelepega morja Adrianskega.